Dobrodošli nazaj v oddajo FAKTOR, sem Bojan Požar, z mano pa sta komentatorja Ivan Simič in Aljuš Petinač. Aljuš in Ivan, bili smo zdaj pri Pahorju, pogovarjali smo se o zunanji politiki in o njegovih potezah na družbenih omrežjih, a pa če gremo za trenutek na notranjo politiko, na slovensko politično sceno, kaj recimo jeseni so volitve, kaj lahko Pahorja, pripelje do te faze, da recimo ni več prvi favorit za ponovno izvolitev za predsednika republike letos jeseni. Kaj se mu lahko zgodi oziroma kaj se mora zgoditi, da bi lahko do tega prišlo? Nič. Kratek odgovor. Jaz take situacije ne vidim ta hip. No, ampak recimo zdaj, če pogledamo izvolitve oziroma pač predlagane liste ustavnih sodnikov, ne? Zdaj to se je nekako išlo, ne? Mislim, zdi se, da se mu bo nekako išlo, ne? Zdi se mi tudi, da bo ta sestava novega ustavnega sodišča tudi nekako po njegovem okusu, nekje na meji med levico in desnico, se pa kasneje se ne more nič takega zgoditi. Ne, on je enostavno pokazal tudi z imenovanjem teh ustavnih sodnikov, da je vrhunski politik in da zna plavati med vsemi, tako da... Kaj pa to ime, ki se zdaj pojavlja v zadnjih dneh, ne, kot morebitni kandidat, če bi ga podprla recimo kakšne desne stranke, Dimitrij Rupel, bivši večkratni zunanji minister? Ja, jaz bi te spomnil, Bojan, ali pa bi nas vse spomnil na situacijo iz prejšnjih predsedniških volitev, ker kot sem že rekel, je Pahor štartal iz negativnega rejtinga in kljub temu, da je recimo za SDS kandidiral Milan Zver, je že v prvem krogu dobil več glasov kot pa absolutni favorit do takratni predsednik dr. Danilo Tirk, ne. Zdaj pa mislim, da ima Pahor tako veliko štartno prednost, kot če bi PSG razbil Barso na prvi tekmi 14-0, ne pa 4-0. Ne. Tako da noben sodnik ne more pol tega obrniti na povratni tekmi. Dobro, prejdemo na drugo temo, Lidija Glavina. Bo pa vsem zanimivo opazovati, kakšen bo Pahor v drugem mandatu, ne, ko ne bo imel nad seboj več tega, da mora biti še enkrat izvoljen za predsednika republike, ker to ne more več biti, ne. Kakšna bo ta njegova politika potem? Kaj mislite? Jaz mislim, da bo spet še zmeraj Borut Pahor. Ja, točno, bravo Ivan. Ivan je vse povedal. In kaj to pomeni? Iskal bo kakšno funkcijo v tujini ali kako? To pomeni, da bo neponovljiv, da bo pač Borut Pahor in mi bomo gledali in se učili. Gremo pa na Lidijo Glavino, tam, ker se verjetno moramo pa tudi še nekaj naučiti. Ne? Absolutno. Biografija Lidije Glavina je zlagana, je ništac, je fake, kar je vidno že nadaleč. Tako je prejšnji petek zapisal Gregor Repovž, odgovorni urednik revije Mladina. No, zakaj zdaj tudi Mladina, ki je v lasti famozne zamejske finančne skupine KB 1909 iz Stare Gorice, napada Lidijo Glavino, bomo govorili kasneje, medtem pa na dan prihajajo nove in nove skrivnosti Lidije Glavina. Zdaj je že jasno, razvpita predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga ima zlagani življenjepis, kar je neverjetno, na njeno imenovanje pa ne vplivajo tudi bivše tajne službe. Poglejmo si nekatera dejstva, ki jih je navedla tudi Mladina. Lidija Glavina je direktorica avstrijske firme IMSA Group, ni pomembno, ki obstaja zgolj na papirju. Ta firma nima niti faksa, niti elektronske pošte, niti Facebooka, niti zvonca na vratih. Lidija Glavina je doslej vodila eno samo trgovino, imenovano Glasmik, ki se ukvarja z distribucijo stekla in ima 12 zaposlenih. Ampak tega v svoji biografiji niti ni navedla, menda zato, ker naj bi bila ta firma v stečaju oziroma prisilni poravnavi ali v minusu. Ne? Širijo pa se tudi govorice, da naj bi pri njeni postavitvi na vrh Slovenskega državnega holdinga, to je 12 milijardov evrov vrednega državnega premoženja, sodelovali nekateri nekdanji pripadniki UDBE, naveze pa naj bi vodile do nedavnih struktur slovenske in jugoslovanske komunistične partije v Italiji, prek novogoriškega hita in celo italijanske mafije. Vse to, da naj bi predsednik vlade Miro Cerar vedel že pred njenim imenovanjem, se ne bi ga to opozorila SOVA, se pa osrednja slovenska varnostno-obveščevalna agencija. Sliši se srhljivo, kot thriller. No, z nami so spet seveda Aljuš Petinač in Ivan Simič. Aljuš in Ivan, mi smo že zadnjič govorili o Lidiji Glavina, ampak zdaj prihajajo ven stvari, ki si jih prejšnji teden mogoče nismo še mogli niti zamisliti. Kaj se pravzaprav dogaja? Ja, poglej, Bojan, mi smo jo že v prejšnji oddaji, eni od prejšnjih oddaj označili za slovensko-italijansko Mata Hari. No, to je nekaj podobnega, kar zdaj pišemo. Vse, kar si zdaj povedal, to mnenje samo potrjuje. Ne? Jaz moram reči, da me ta njena zgodba zbuja v meni srh, hkrati me pa spominja na hollywoodski blockbuster z Liamom Neesonom v glavni vlogi Neznanec, ne? Ki blodi po Parizu in nič ni tako, kot se zdi. Ne? In se mi zdi, da ta gospa Glavina, šefica SDH, je 12 milijard našega premoženja, zdaj nekako blodi tle, če smem tako reči, v narekovajih po Sloveniji, po Ljubljani in nič ni tako, kot se zdi. Ampak kaj je zanimivo? Ne? Recimo, jaz sem že lani, ko je bila Lidija Glavina izvoljena v nadzorni svet, takrat je bil minister za finance še Dušan Mramor, zapisal, da ne izpolnjuje pogoje, da je bila članica nadzornega sveta, formalnih pogojev, pa ni bilo nobene reakcije. Ne? Zdaj so se pa začele stvari tako zapletati, da očitno
je vse pravzaprav narobe, kar je povezano s to Glavino. Ampak zakaj lani ni bilo še nobenih reakcij, zdaj pa naenkrat se zdi, da to bo eksplodiralo kot prava bomba. Ja, če se malo pohecamo, lani še ni bilo neodvisne oddaje FAKTOR na televiziji TV3, da bi to prva dala v javnost. Ne? In kot si videl, po tej naši prvi oddaji se je sprožil plas v vseh medijih. Lej, paradoks vseh paradoksov. Mladina in Reporter se menda prvič v zgodovini strinjata v eni stvari. To pa je, da gospa Glavina ne bi smela biti na čelu SDH-ja. Vse te njene povezave, kot si že sam rekel, ki so bile znane, saj poznavalcem, ali pa bi morale biti znane tistim, ki so odločali o njenem imenovanju, pač niso prišle zdaj čez noč. Ne? Zdaj, kaj se je spremenilo? Jaz se bojim, da omrežje, ki jo je nastavilo, ima v zadnji že skritega novega aduta iz rokava in jo bo zdaj preprosto žrtvovalo. Ne? Tako kot v najboljših vohunskih filmih, za njo se bo izgubila vsaka sled in preden bomo mi pri naslednjem kukavičjem jajcu pogruntali to, kar smo zdaj pogruntali pri gospe Glavina, bo nažalost že spet minilo 1 leto in se bojim, da bo prepozno. Ivan, očitno je tisto, kar smo se mi pogovarjali prejšnji teden o njeni plači, oziroma kje plačuje davke, kje plačuje prispevke, je samo ena majhna stvar v tej zgodbi, v tem trilerju okoli Lidije Glavina. Torej prav gotovo, ampak to, kar zdaj se prihaja ven in kar slišimo in o čemer se piše, je pač dokaz, da nekaj ni bilo v redu, da je nekdo moral nekomu narediti neko uslugo, da je ona bila imenovana na to funkcijo. Normalno, ta funkcija, jaz spet gledam skozi finance, prinaša dosti solidno plačo, torej 4600 neto, s tem, da prejšnja je bila... Ne samo to, po mojih informacijah je na zadnji seji nadzornega sveta, tudi to bo zdaj očitno že počas prihaja javnost, zahtevala približno 40% prihodkov več, kot jih je imel njen prihodnik, to je Marko Jazbec, in zdaj o tem nekako poteka razprava tudi v nadzornem svetu SDH-ja. Ampak jaz sem želel povedati, da tisti, ki so jo predlagali, tisti, ki so to ozadje poznali, prvo bi morali oni bi morali odgovarjati. Torej, mogoče ona tukaj najmanj kriva, njej so iskali pač neko pozicijo v Sloveniji, da bi mogoče vrnili neke usluge, ki jih je mogoče naredilo v preteklosti, ampak tisti, ki so imenovali, vsi tisti, ki so vedeli, tudi če je Sova na to opozarjala, ti bi morali odgovarjati in naenkrat se mora ta zadeva začeti tako odvijati. Njene sposobnosti, če gledamo to, kar je delala v katerem podjetju je bila, pomeni, da to, kar sem slišal in to, kar sem prebral, to je nekje na nivoju tistih, bom rekel, offshore pa ciperskih podjetij, to meni imamo samo predal in potem ti je to v življenjepisu kot nek argument, da lahko prevzameš neko funkcijo. Jaz ocenjujem, da če bo prišlo do zamenjave, tako kot sta oba povedala, nam bodo spet nekoga dali za 1 leto, da se bo o tem pisali, kako je super dober, potem pa, ko se bo ugotovilo, pa potem spet ne bo. Ampak gledajte, mi teh primerov imamo ne samo tukaj, teh primerov imamo v Sloveniji veliko, da se nekdo predstavi kot vrhunski strokovnjak, na koncu pa izpade, da kaj dosti ni vedel, pač tisti, ki so bili pod njim, so vodili celotno zadevo in on je bil samo neka figurca na vrhu, kjer je pač zadovoljil interese mnogih. Pa v tej zgodbi je zanimiv še en fenomen. Zdaj, ker so novinarji, tudi kolega Dejan Štajbuh, spletnega portala Portal Plus, poskušali dobiti njen življenjepis, so se na sedežu Slovenskega državnega holdinga sklicevali na varstvo osebnih podatkov. Zdaj, nisem vedel, da je Slovenija taka država, da ima Slovenija takšno zakonodajo, da niti življenjepisa nekoga, ki je v državni službi, ki upravlja 12 milijard preostalega državnega premoženja, da ga ne moreš dobiti, ker ne bi šlo za varstvo osebnih podatkov. Oddaj so življenjepisi stvar zakona o varstvu osebnih podatkov. To bi bile smešne stvari, če ne bi bile žalostne in to samo kaže na to, kako je celotna slovenska vladajoča politika, kako so vsi ti ljudje, ki imajo polna usta neke morale, neke borbe proti korupcije, nekih visoko letečih ciljev, vizije srečne Slovenije leta 2050, padejo na prvi najnižji točki. Se pravi, niso sposobni niti tega preveriti, ali kukavičje jajce, ki jim ga nekdo servira, da bo mimo njih upravljal 12 milijard javnega premoženja, izpolnjuje vsaj formalne pogoje za to, da bi lahko pač nastopila ta oseba na ta položaj. Ampak Bojan, ko že govorimo toliko o njeni verjetni menjavi, jaz ne bi dal roke v ogenj, skupščina SDH je vlada ima sejo vsak teden. Jaz ne bi dal roke v ogenj, da po seji vlade ta teden ne bo ostal nadzorni svet SDH-ja v isti sestavi in da ne bo gospa Glavina kar še naprej šefica uprave SDH-ja. Ker smo že doživeli pri nas večkrat, da se je sprožil nek medijski stampedo, ki je trajal teden, 2, potem je prišla neka druga novica, ki je pač spravila to novico iz prvih strani medijev in je šlo vse naprej, tako da se ni nič zgodilo. Ampak prej si omenil to, da se prvič, pa mogoče celo ni prvič, ampak recimo, da je prvič, da se je zgodilo, da enako tezo zavzameta dva povsem različna medija, Reporter na desnici pa Mladina na levici. Zakaj pa pride do tega, recimo v tem primeru, zakaj je prišlo do tega?
Jaz mislim, da zato, ker so se zdaj vsi Mislim, ustrašili. verjetno ne zaradi tega, ker imajo istega tiskarja. Ja, možno, da je sinergija pri tiskanju, Martinu Odlasko, ima prve rezultate zdaj tudi v uredniški politiki, ne? Ampak šalo na stran. Jaz mislim, da je to zaradi tega, ker so se zdaj in eni botri in drugi, ne? Se pravi, tako bi rekel, pač hkrati iz Grosuplja kot palček iz Murgel, so se očitno vsi ustrašili, da mogoče pa gospa Glavina vendarle ima še neko drugo skrito agendo, ki je bila skrita tudi za njih. In se mogoče zdaj, tako kot mi sprašujejo, za koga ona v resnici dela. Ne? Jaz mislim, da je to rezultat tega, kar smo na nek način tudi mi tukaj sprožili, ali pa kolega Steinbuch iz portala Plus in ostali, ki so do zdaj na to opozarjali. Skratka, mi dejansko ne vemo, v kater center moči gospa sploh paše. A si ti predstavljaš v neki resni urejeni državi, da 12 milijard vse javno premoženje obvladuje oseba, za katero sploh dejansko ne vemo, kakšne poglede ima, odkot je prišla in zakaj. Kaj pa misliš, da se recimo plete v glavi predsednika vlade, ki je neposredno odgovoren tako za kadrovsko politiko Slovenskega državnega holdinga, se pravi za te državne milijarde, in je hkrati odgovoren tudi na nek način za delo Sove, slovenskih obveščevalnih služb, ki so pravzaprav njemu podrejene in ki mu te informacije prinašajo na mizo. Kako pa misliš, da on na to zdaj gleda? Jaz mislim, da je bil gospod predsednik vlade verjetno pač žrtev prevare. Jaz mislim, da so ga prevarali njegovi... Jaz bi bil zelo, kako bi rekel, bi bil zelo previden glede teh ocen, ker se mi to ne zdi, da ne more biti vse to neko samo naključje, neke prevare, žrtve in tako dalje. To pravzaprav ni možno. No? Hotel sem nadaljevati, da prevare v smislu samo prevare. Ne? Skratka, pač on si je dejansko želel, da bi imenoval nekoga kompetentnega. Verjetno je bil vesel, ker saj si upam reči, v državnem zboru je tisti njen posnetek izpred 7 let bil bolj odločilen kot pa njen CV. Ne? Se pravi to, da pač ima gospa saj takrat pred 7 leti širok nasmeh in pa dolge noge, ki jih zelo rada pokaže. In mogoče je pač predsednik vlade, ki je nujno potreboval nek kadrovski uspeh. Ne? On je že ves čas mandata predmet hudih, silovitih kritik, tudi znotraj lastne vlade, da vodi neustrezno kadrovsko politiko, da nima ustreznega kadrovskega bazena in tako naprej. Ja, si je verjetno želel nek kadrovski uspeh. In gospa Glavina s to svojo dimno zaveso, s to svojo matahari pojavo je prišla kot naročena. Ampak res pa je, da pa na nekatere funkcije pa predsednik vlade uspe spraviti tudi svoje osebne prijatelje. Recimo na funkcijo predsednika upravnega odbora slabe banke oziroma DTB je postavil osebnega prijatelja, pravnika Miho Juharta. Tako da ni vse skupaj neka naivna zgodba. Absolutno, ampak jaz mislim, da to mu pustijo pač omrežja iz ozadja tam, kjer pač ne gre za neke milijarde, pri milijardah so pa verjetno bolj previdni. Ampak že to poglej, Bojan, če mi zdaj vsak dan v medijih prebiramo, da so glavni kadrovniki te vlade ali pa glavni kadrovniki SMC-ja, 2 svetovalca v kabinetu predsednika vlade, za katere prej nismo nikoli slišali, dokler se nista tam pojavila, in pa frizer, nek frizer, mislim, vsa čas frizerskemu poklicu. Frizerja smo poznali. Frizerja smo poznali, ampak nismo si verjetno nikoli mislili, da bo pač v njegovem frizerskem salonu se bo kadriralo ljudi na najbolj odgovorna mesta v naši državi. To je tisto, kar mene skrbi. Mi se radi delamo norca iz bivših republik, iz bivše skupne države, ampak jaz ti upam reči, da recimo Vučić v Srbiji ne bi nikoli pustil, da bi javnost mislila, da se najpomembnejše kadrovske odločitve v nekem frizeraju v sred Beograda sprejemajo. Zdaj o enem od teh 2 kadrovnikov iz kabineta predsednika vlade bomo govorili jutri. Gre za Aleksandra Kešeljeviča. Zdaj bomo pa tole temo zaključiti, se nam že malo mudi. Gremo na tretjo temo, nogometni čudež v Barceloni. Še prej pa oglasi.